Drage gledalke in gledalci, smo v gasilskem domu v Gorjah. Z menoj je dolgoletni predsednik in član, ali kako bi rekel? Poveljnik, dolgoletni predsednik, sem šele 10 let. Aha, poveljnik gasilcev v občini Gorje, oziroma prav v kraju Zgornje Gorje. Pozabil sem povedati vaše ime, Drago Stojc. Ja. Najprej bi vas vprašal, koliko časa ste pa že v gasilstvu? Ja, v gasilstvu sem od leta 1964, že kot pionir, potem mladinec in naprej sem pač bil vse do zdaj. Se pravi 60 let? 60 let in v bistvu več, ne. No, za to gasilstvo sem v bistvu imel več ali manj skozi željo, da bi bil gasilec. Zelo mlad sem upravil te tečaje, navdušil me je sosed, ki je bil takrat poveljnik, Cundrič Andrej. In sem pač, meni je bilo to všeč in sem potem v bistvu je bil moj cilj pač, da bom tudi jaz postal gasilec. Ampak kaj vas je motiviralo, da ste toliko let, 60 let že gasilec? Ja, predvsem od začetka ta druženje z mojimi vrstniki. Veliko je bilo teh gasilcev, kot smo bili pionirji iz naše vasi, ne, to je bilo potem tako, da smo skupaj hodili na te gasilske vaje. No, pa naprej pač smo hodili na razna tekmovanja, tudi uspehi so bili v bistvu že takrat, ki je bilo, ni bilo toliko teh tekmovanj, pa tudi drugačne vaje so bile, ne. Tako da sem pač... Druženje je bilo verjetno zelo pomembno, ne? Ja, pa tudi pač to me je zanimalo v bistvu. Kateri so bili pa recimo najpomembnejši izzivi, s katerimi ste se soočali kot poveljnik gasilcev? Prej ste dejali, da ste bili 10 let poveljnik, ali kako? Poveljnik sem bil jaz 38 let. 38 let ste bili poveljnik? 38 let, ne. Ko sem prišel z vojske, tam sem bil v tisti oficirski šoli in takrat sem v bistvu že zelo mlad, star 76 leta, to sem bil star v bistvu 20 let, 21 let, sem bil že podpoveljnik v društvu. To se pravi, sem že opravljal te operativne funkcije. Že preden sem šel v vojsko, sem pa naredil tečaj za izprašnega gasilca, to je za operativnega gasilca. Takrat sem bil star v bistvu dobrih 16 let, pa že v bistvu opravil sem tečaj za nižjega častnika že tam nekje do 18 leta, ne. To se pravi, ko sem potem prišel v vojakov, pač tam sem bil tudi v takih vrstah, da meni je bilo to... Kaj ste bili pri vojakih? Stažist sem bil v tisti šoli Beličan. Aha, ste bili za oficirja. In pač meni je to ugajalo in sem rekel, bom jaz to zadevo nadaljeval, znal sem v bistvu poveljal, tam sem se naučil dosti organizacije, logistike in vse to. In tle so pa pač glih rabili enega takega, da operativca. Takrat je bil poveljnik Potočnik Anton, Bundrov Tone smo upravili in smo zelo fajn sodelovali, tako da sem se v bistvu kar zelo hitro upeljal, ne. In v bistvu on je te operativne zadeve bolj peljal, jaz sem pa v bistvu se začel ukvarjati z mladino in sem pridobil veliko teh mladih fantinov, so bili takrat glih od pionirjev so šli k mladincem in smo v bistvu že v zelo kratkem času predvsem take lepe rezultate dosegli. To se pravi, da smo bili že leta 1979 smo bili že državni prvaki in s tem smo dobili nastop na jugoslovansko tekmovanje in 80. leta smo bili že s temi mladinci tudi na temo jugoslovansko tekmovanje, pa smo bili v bistvu, smo šli dol kot favoriti, pa malo se nam je ni bilo glih tiste tekmovalne sreče, tako da smo bili potem četrti.
Se pravi, če vas prav razumem, eden večjih izzivov za vas je bilo v tem poveljniškem, ko ste bili čez 30 let poveljnik, ne, je bilo delo z mladimi. V bistvu, ja, jaz sem delal pač v bistvu vse, ne. Ja. Takrat je bila situacija taka, da sem se jaz tudi zelo mlad oženil, a ne, in se je bilo tukaj v gasilskem domu eno stanovanje prosto. Ja. In sem jaz v bistvu prišel 79. leta kle in sem bil tako več ali manj za vse zadeve, deklica za vse, od operativnega, od tega, da smo dom dograjevali, urejevali, da smo nabavljali opremo in vse to nekje me je pač tako peljal, da sem v bistvu še zdaj kle, pa v bistvu še tudi no, trenutno sem v bistvu predsednik društva in več ali manj tudi zadeve grejo naprej. Ne. Kaj pa požari, pa to, pa kakšne nesreče, kaj vam je, ste se soočali s tem, vam je katera še posebej ostala v spominu? Ja, glih, v bistvu, ko je na začetku tega operativnega dela, sem bil še v bistvu podpoveljnik, je bilo na Pošic kar nekaj teh požarov, ki eden požigal, ne? In tako da so v zelo kratkem času pogorele štiri hiše. Požigi, kaj to pomeni, da je bilo namerno požig? Namerno požig, ja. Vi ste pa letos izdali tole knjižico, 130 let 130 let prostovoljnega gasilskega društva Gorje, ja. Gorje, ja. Kar malo tako pokažite, ne? Kako ste pa zbirali gradivo za to knjižico? Tega gradiva je bilo kar dosti v gasilskem domu, ne? Ja. To je preko vsa zasluga tem predhodnikom, ki so to nekje spravljali, to je bilo v raznih zapiskih po teh knjigah, tudi nekaj slik je bilo, zelo veliko je bilo tega orodja, ki se je včasih uporabljal, od opreme, obleke in vse to, tako da je bilo potreben, da se je to lepo vse skupaj zbralo, ne, pa da smo potem uredili en tak bilten. Ja. Ta bilten v bistvu obsega to kroniko in potem je tako not prikazano to 130 let gasilskega društva Gorje, tudi po raznih teh dejavnostih, to se pravi nekje kronika, potem je obdelano prapori, gasilska tekmovanja, orodje stara, motorke, več ali manj tako po področjih. Nekaj tega imate, nekaj tega imamo pa bomo skupaj pogledali. Ja, nekaj pripravljeno. Jaz vas bi vprašal, kateri dogodki v zgodovini gasilstva v Gorjah so po vašem mnenju najbolj zaznamovali razvoj društva? Je bilo to, mislim, oprema ali karkoli? Kaj se vam zdi tisto, da je bilo neki prelomni dogodki ali kaj tak v tem smislu? Kako bi rekel? Če gledamo celo zgodovino, ne? Zgoraj sva gledala prej tiste brizgalne naroke, danes je to malo drugače, ne? Ja, v bistvu bi tako, če zdaj nazaj pomislimo, ne, vse skozi je bilo v bistvu je društvo dosti dihalo, dosti bilo aktivno, dosti je bilo sodelovanje z ostalimi društvi, z prej še s krajevno skupnostjo, z občino, tako da bi rekel, kakšnih takih izrednih dogodkov, da bi rekel, zdaj pa to neka prelomnica v bistvu ni, saj jaz mislim, da ne, ampak skozi smo, bi rekel, strmeli k enemu napredku, bi rekel, nekje, če začnem tam, prvotno so bili gasilci še v Faruški pažbi, pa na raznih teh manjših lokacijah, ker še ni bilo toliko članstva, ni bilo toliko opreme. Potem si tle zraven tega doma, tam ena hiša, ki je zdaj v bistvu preurejena v hišo, je bil ta, ko bomo rekli, stari gasilski dom, ki je v bistvu spet ratal premajhen in spet se je strmel k temu, da je
dom premajhen, zato ker je bilo tudi nekaj več opreme, pa se je potem šlo v nakup tega zemljišča tle, ki je zdaj gasilski dom, in potem tam nekje po 60. letu se je pričela gradnja tega gasilskega doma, ki pa je spet to šlo zelo postopoma, v bistvu. Ta prvi se je dom v grobem izdelal, potem se je dodeloval, pa vse te stvari, da je ima nekje dom tako podobo, kot je zdaj. Jaz sem v bistvu več ali manj dosti spomnim, ko sem prišel kle, je bilo v bistvu tako v grobem narejeno, ampak je bilo precej drugače, kot je zdaj. Parkrat smo dozidavali, pa streho menali, pa prezidavali, pa prvotno je bil dom tudi tako zamišljen, da niso vrata tako, kot so zdaj, ampak je bilo tako dole, ne. So bile na tej, tle so bile vrata. No, pa so bile v bistvu, je prišlo do tega, da smo gasilci mogli odstopiti, da se je ta zraven je bila trgovina predelova, in smo pač v tem prostoru zdaj zliva je bilo skladišče prvotne te špecerije, ne. To začasno, pa smo ta prostor v bistvu spet nazaj dobili, ta stena še zdaj stoji, tle smo naredili tako, da smo celoten prostor, ker prej sta bila samo te dva prostora, ne. No, in potem se je spet, ki je špecerija nehala, oziroma Mercator je bil že zdaj proti koncu, se je tle naredila občina, pa pošta, tako da se je skozi v bistvu tle okrog nekaj delalo, ne. Ja, zraven je pa, tu zraven je občina, Občina, ja. Najbližji sosed. Najbližji sosed, ne. Skratka, skozi ste skrbeli za nek razvoj, da je vse boljše pogoje, ne. Ampak vas bi vprašal, a se iz vsega tega obdobja spominjate kakšne zanimive anekdote ali dogodka, ne? Iz preteklosti, ne, iz teh 60 let, da je bil kak dogodek, anekdota, zabaven dogodek ali kakorkoli. Gasilci se znani tudi po veselicah, tu ni kaj, ne. Jaz mislim, da je bilo tega v bistvu zelo veliko, ne. Dobro, bom rekel, tako meni zdaj glih na pamet, pa dok ste rekli, kar se meni pride na pamet, ne. Ki je bil ta prvi požar na Pošic, to je, ko je ta vas tle dole, ne. Jaz sem bil takrat v bistvu še čist, bi rekel, še podpoveljnik sem bil, ja. In stanoval sem pa že tle v gasilskem domu, in jaz vstanem, grem po stopnišču dol, vidim glih direkt, sem rekel, to cela vas gori, ne. In pa je tudi ostali gasilci zelo hitro pridejo, takrat je bilo še to alarmiranje s sireno in veste, da to ni tako hitro, kakor imamo zdaj ta sistem obveščanja. In pride šofer, to je bil tle Zidankov Janko, in je par gasilcev je še prišlo, smo rekli, čim prej na Pošico, ker tam je bilo dosti gasilcev, da smo mi samo imeli pač nalogo, da gremo samo z avtoke, pa je tam zgrabna eno vodo gor polečemo, ne. Jaz sem še nekaj gledal in se kar odpeljal, jaz sem pa v bistvu v gasilskem domu ostal kot, bi rekel, ne bi tam bil povljujoči, in pa jaz zašibam, ker je avto je šel tam po cerkev in jaz sem šel tako prečenom in njegovo hiše in glih oni, jaz tako, oni tako, in sem zadnji na lojtro stopil, ki je imel tako lojtro. Skratka, pobegli so pred vami. Ja, pobegli, tako je bilo nekaj takega, no. Drugače takih dogodkov je še v bistvu kar dosti na raznih teh srečanjih, ker smo hodili na ta srečanja gasilcev Evrope, to je bilo na Bled, ki je bilo 87. leta, pa 2005 je bilo tudi na Bled, pa je bilo pa še v drugih krajih, tako da smo tudi z drugimi gasilci po teh evropskih državah navezali take stike z enimi gasilci, iz Münchna smo še celo v bistvu tako, ni bil čist tisti, da bili kao obraten, ampak smo šli mi na njihovo parado, oni so prišli k nam in tako naprej. Sem v gorje. Ja. Prej ste rekli, da včasih ste se obveščali z sirenami, danes kako? Danes je ta
način obveščanja, recimo vsak občan ali karkoli nekje pride do ali prometne nesreče ali požara ali karkoli, je številka 112, ne, pokličeš na to številko, poveš recimo, kaj se je dogodilo in center, Kranj, ne, to so ti regijski centri, sprožijo v bistvu poziv. Vsi gasilci imajo na telefonu, da dobi sporočilo. Na sporočilu pač piše v kratkem, kaj gori ali pač nekje taka vsebina kratka dogodka in pa gasilci v bistvu pridejo na to. Včasih je bilo verjetno več, se ukvarjalo s požari, danes gasilci so prisotni tudi pri prometnih nesrečah ali pri izlivih kakšnih nevarnih snovi. Česa je več danes? Danes je v bistvu dosti več teh, kot rečemo, ostalih stvari ali pa tehničnega reševanja, kakor pa čist breko sam to, da je požar. Kaj pomeni to tehnično, kaj pojmujete tudi kot tehnično? V bistvu, bom tako rekel, gasilci več ali manj kličejo za vse. Če je maček na drevesu, da ga je treba dol spraviti, ali pa recimo ose, pa take stvari. Pa če se kdo zaklene stanovanje? Tudi večkrat imamo to vlamljanje oziroma odklepanje stanovanja, potem poplave, poplave smo imeli kar zdaj, sami niti ne tako velika, ne, bil je vetrolom v Radovem, to je bila zelo velika zadeva, tako da več ali manj je dosti teh, rekel, nepožarnih zadev. Kako pa vi vidite prihodnost gasilstva v Gorjah in Sloveniji nasploh? Ja, gasilstvo v bistvu v Sloveniji je zelo, rekel prvič, že samo tradicijo, potem v zadnjih, rekel, 20 letih je ta zadeva tako od, rekel, te opreme, ki nudi zaščito gasilcem, je tako napredovala, da smo nekje lahko, rekel, tako kot so gasilci opremljeni v drugih državah, smo jih prej imeli, tako da imajo boljšo opremo, ampak mislim, da je zdaj več ali manj na istem nivoju. Kar vse na istem nivoju. Ampak to slovensko gasilstvo je pa sploh znano več ali manj po svet, ker je v bistvu nekaj čist posebenega, od tega je tudi, rekel, to prišlo, da smo zdaj zadnja leta toliko v bistvu bolj priljubljen ali pa bolj pomemben, zaradi tega, ker je ta sistem obveščanja. Kakšno vlogo po vašem mnenju igra zdaj prostovoljno gasilstvo v lokalni skupnosti, kot je recimo Gorje, danes v primerjavi s preteklostjo? Ali lahko tu date neko vaše mnenje? Ja, jaz bi tako rekel, da v bistvu gasilci so tudi že v preteklosti dosti bili sodelovali z občani, ampak danes pa več ali manj smo prisotni pri vsaki zadevi, kar se v Gorjah, kar se v prekovni lokalni skupnosti dogaja, ne. To je tudi zaradi tega, ker na vsakih prireditvah, karkoli se dogaja, je treba imeti urejeno varovanje, parkiranje, pa vse te zadeve, tako da smo gasilci več ali manj dosti prisotni. Se pravi, igra pomembno vlogo? Ja, v bistvu mislim, da igra pomembno vlogo. Kakšen nasvet bi pa vi dali mladim, ki želijo postati gasilci? Jaz se v bistvu dosti ukvarjam z mladino in recimo rekel, da pridejo gasilcem, je že nekje, ko pridejo v osnovno šolo, nekje v prvih razredih, je tam zanimanje zelo, rekel, zelo tako, da jih precej zanima. Tako in tudi v bistvu radi hodijo tle na te naše gasilske vaje,
in kar dost, v goreh v bistvu, bom rekel, nimamo toliko problema s temi podmladkami, a ne. Problem nastane pa, ko pridejo nekje v tista leta 15-16 let, ne, grejo malo v srednje šole ali pa na kakšne druge šole in takrat se nam pa pogubijo, ne. V bistvu mi kar dost v redu skrbimo, imamo tudi, bi rekel, te gasilce, ki se s to mladino ukvarjajo, ne. In gorje smo dost, bi rekel, poznan skoraj zmeraj smo prisotni na teh večjih tekmovanjih, kot so ne samo v gasilstvu imamo tudi ta kviz za gasilce, ne, potem orientacijo, potem tisto gasilsko tekmovanje, čisto bolj strogo to gasilsko in jih kar v bistvu jih zanima, no. Kako se vam pa zdi, ker ste izdali to knjižico, ne? Kako se vam zdi pomembno dokumentiranje zgodovine gasilstva za ohranjanje identitete nekega kraja? Se vam zdi to zelo pomembno? Ali... Ja, moram reči, da je bil odziv na to, ko smo izdali, pri ljudeh zelo pozitiven, a ne. Sicer smo v okviru stoletnice smo tudi eno manjšo brošuro izdali, tako da smo več ali manj to pa še malo nadoknadili, ampak mislim, da je bilo zelo pozitivno, ne. Vsaj z velikim sem se zgovarjal, ker veliko stvari in sploh ni bilo v bistvu, niso vedeli, ne, kako je to v gore šlo, pa kako je v bistvu, pa tudi to, da imamo toliko stvari še ohranjenih od opreme, pa tudi dosti teh zapiskov, kako je v bistvu ta zadeva tule potekala. Ker govoriva ravno o zgodovini, ne, gasilstva, bi vas vprašal, če ste bili morda že v Metliki. Ne zato, ker sem sam Metličan, ampak... Ja, sem bil. Enkrat smo šli z Gasilsko zvezo Bled Bohinj, no, prej je bila še Gasilska zveza Radovljica. Imeli smo en tečaj, pa na zaključku je bila ena taka ekskurzija, da smo si ogledali vse te zadeve. Ja, ker v Metliki je slovenski gasilski muzej. Pa v bistvu najstarejši gasilski društvo. 1869, ja. Dobro, jaz bi zdaj predlagal, da si še malo pogledava vaš gasilski dom, ga bova malo posnela. No, zdaj smo tu pred našim gasilskim domom, tukaj imamo gasilska vozila in tudi ostalo opremo za gasilce. No, pojdimo pogledati. To je naše operativno vozilo, to se pravi GVC 1624. Ima v glavno vso to osnovno opremo, kar je namenjeno za gašenje, pa tudi za druge intervencije. Ima pa 3000 litrov vode. Vozilo je staro 20 let in je to v bistvu naše prvo vozilo z vodo. Tu imate pa opremo zraven. No, tle zraven je pa oprema za naše gasilce. Vsak ima svojo omarico, noter ima, ta oprema je predvsem za zaščito gasilca, od intervencijske obleke, čelade, rokavice in vse te stvari. Ker so gasilska vozila tako opremljena, da je večina orodja in opreme v vozilih, kar se rab, bi rekel, za več ali manj take normalne požare, s katerimi se na tem območju soočamo, ne. Če je pa kaj drugega, pa je sistem alarmiranja in obveščanja tak, da lahko zaprosimo takoj pomoč sosednjih društev, ali s tehniko, ali z moštvom, ali na kakršen drug način pridejo pomagati. V redu, pojdimo še zgoraj pogledati. To je pa naše drugo vozilo, 16
25, to so pač take oznake, to se pravi, da nam že samo oznaka pove, kakšno je vozilo. V tem vozilu je poleg šoferja in rekel sovoznika ali pa običajno je tam vodja intervencije, je še za posadko, to se pravi skupno je 7 gasilcev, 7 v temu, 3 v temu, potem pa še kombi za prevoz moštva imamo, tako da naenkrat lahko izvozimo za 16 gasilci. To je pa preko za tak več ali manj normalen požar. Nekje toliko, da ga lahko lokaliziramo ali pa da lahko pokličemo druge gasilce, da nam pridejo pomagati. Ker pa običajno je sistem tak, da se vedno kliče 1, 2 ali pa celo več društev, odvisen, kakšna je vsebina sporočila. A je to hiša, a je to gospodarsko poslopje, a je samodimniški požar ali je gozdni požar. To se pravi, nekje že sama ta vsebina obvestila da vedeti, koliko približno se bo ljudi rabi in kakšno tehniko bomo rabili pri takih posegih. No, zdaj se nahajamo v prostoru, ki je rečemo operativno štabna soba. V tej sobi imamo te ročne postaje, pa tudi ena stabilna postaja. V slučaju večjega požara ali pa karkoli je ta prostor namenjen tudi za štab civilne zaščite. No, zakaj je to v Gorjah? Zato, ker smo mi za občino Gorje osrednja enota in več ali manj se tle dogaja oziroma od tle ne bi potekala logistika, če bi bilo to potrebno. Ampak to predvsem pri kakšnih večjih požarih, kot so bili, bi rekel, te poplave, vetrolom, pri samih požarih se več ali manj to komuniciranje izvaja na samem dogodku. Dobro, gremo dalje. To je naša, bi rekel, večja dvorana. To dvorano uporabljamo, če imamo občni zbor, pa tudi kakšno drugo večjo prireditev. Ampak drugače jo pa upravlja oziroma v tej dvorani ima godba Gorje vaje in tudi več ali manj oni skrbijo, da je soba v redu vzdrževana. Skratka, za godbo je sodelovanje zelo dobro na nivoju, tako da ali jo rabimo mi ali oni, pač nekje je pa v lasti gasilskega društva Gorje. In tudi za druge stvari, kar se v Gorjah dogaja, če bi kdo rabil prostor, ga lahko vzame v najem oziroma se določene stvari tukaj dogajajo. Imate pa čisto na vrhu še Ja, na zametek vrhu imamo muzeja. pa v bistvu nekaj pripravljamo, pa si gremo lahko pogledati, Pejva. ni še dokončno, ampak nekje je pa vola, da bomo to gasilstvo gorjansko tudi prikazali v enem takem mini gasilskem muzeju. Pejva pogledati. No, smo v prostoru, ki smo ga namenili za našo mladino. Že prej smo v pogovoru govorili, da imamo zelo dobro in tudi številčno nimamo problemov z našim podmladkom, tako da se v tem prostoru lahko dobijo, smo jim opremili tudi z računalnikom, pa kot vidite, imajo veliko pokalov, ki se jih več ali manj predobili na teh tekmovanjih gasilskih, v kvizu in tudi v orientaciji. No, pa si poglejva še v naslednji prostor, to je pa prostor, kjer pripravljamo en tak mini muzej. To bo noter zajeta več ali manj vsa ta naša zgodovina, ki se je vsa ta leta zbirala in bi rad videl, da bi bilo to nekje lepo pripravljeno, arhivirano, tako tudi za mogoče kakšne turiste, kakor hodijo tle po Gorjah. No, tukaj je že nekje dosti teh stvari, ki so jih gasilci uporabljali
v samem začetku delovanja, to so ročne motorne brizgalne, predvsem ta je od leta 1864, je zelo stara in te motorne brizgalne so bile običajno nameščene po vaseh, recimo na Polšic, v Krnici, na Lazah, zato da je bila intervencija lahko čim bolj hitra, da je bila že sama motorka nekje tam, kakor je bilo pač, kjer se je to rabilo. No, potem so še dve motorne brizgalne, nekaj teh starih čelad, nekaj opreme, več ali manj. Naš namen je, da bomo tole nekje v doglednem času uštimali tako, da bo nekje prikazan tako z orodjem in slikovno in tudi z raznim drugim gradivom ta zgodovina gasilstva v Gorjah. V Gorjah zvoni, da se tu